Približno 30 milijonov ljudi z avtizmom po vsem svetu je delno govorečih. Skupaj s stotinami milijonov drugih živijo stanji, ki vplivajo na njihov govor. No, eno izraelsko zagonsko podjetje se loteva tega izziva z nečim podobnim kot Google, prevajalnik za govor, ki z uporabo umetne inteligence pomaga ljudem z govornimi težavami, da se lažje sporazumevajo. Za več informacij se mi zdaj pridružujeta Dor Levi, ustanovitelj in direktor podjetja BarVox, ter Orli Ziv, logopedinja. Najlepša hvala, da ste danes z mano. Hvala, da ste naju povabili. No, najprej, preden začnemo, si poglejmo, s čim se pravzaprav ukvarjata. V redu. Ima Mičeli, ima pa cela so. To je prava čarovnija. Dobar dan, naslednji. Dobar dan. Torej, Dor, povej mi, kaj smo pravkar videli in kaj pravzaprav počneš? V redu. To, kar smo pravkar videli, je vsakodnevni dogodek pri nas doma, ko je moj sin želel jesti kosilo. In način, kako je to izrazil, je bil šipuj. Šipuj v hebrejščini pomeni šiput, kar je v angleščini žar. Aplikacija pa je takoj prevedla v kosilo in potem je dobil kosilo. Zdaj si predstavljajte, če bi bil tam nekdo drug, ki ni seznanjen s tem slovarjem, in bi še naprej govoril šipuj, bi verjetno ostali lačni in frustrirani. V redu, to je Bar, moj sin, star je 27 let. Teče maratone, bere knjige, gleda filme in bi rad bil del nas, če bi mu to le dovolili. Pravzaprav sem bil njegov osebni prevajalec zadnjih 15 let. Kadarkoli gre na kakršnokoli dejavnost, me njegovi skrbniki, učitelji in trenerji kličejo vsako uro in sprašujejo, on prosi za to in ono. Ne razumemo. Ali lahko to takoj prevedete na spletu? Torej, trenutno s pomočjo aplikacije BarVox ne kličejo več. Torej, kot razumem, vi prevajate govor svojega sina, ampak kako to deluje za ljudi, ki imajo motnje govora? Ker imate veliko ljudi, ki to počnejo in lahko uporabljajo aplikacijo na enak način, kot jo vi uporabljate za svojega sina. Da, bom razložil. Pravzaprav je BarVox personaliziran Google prevajalnik. Če Google prevajalnik prevaja francoščino, angleščino v kitajščino ali druge jezike, mi v resnici prevajamo nestandardne verbalne izraze v naravni jezik. Lahko rečete, da se Google uči jezikov, BarVox pa se uči posameznikov. Torej, to je tisto, kar počnemo. Pravzaprav poslušamo in dekodiramo vsak govorni profil posameznika in s tem lahko od zdaj naprej, kadarkoli nekaj izrazi, to prevedemo v naravni jezik. To bo pomagalo vsem drugim, vsem ljudem okoli njega, da ga zelo jasno razumejo in ne prekinjamo toka pogovora. Torej, Orli, povej mi, ker si logopedinja, kako velika sprememba je BarVox? To bi lahko bila zelo velika sprememba, ker je takojšnja in prevede edinstven način govornega izražanja posameznika. Obstaja veliko sistemov nadomestne in dopolnilne komunikacije ter komunikacijskih aplikacij in naprav. Vendar so lahko precej nerodne, ker morajo ljudje brskati po besedah in simbolih, da najdejo, kaj želijo povedati. In včasih tega sploh ni tam. Ali pa lahko tisti, ki lahko tipkajo sporočilo, to natipkajo in potem je na voljo tudi glasovni izhod. Ampak BarVox lahko takoj prevede, kar oseba reče, njihove lastne edinstvene besede, takoj. Torej, ni tako okorno in je zelo hitro. Pogovori se lahko res upočasnijo s standardnimi komunikacijskimi napravami, kar lahko povzroči frustracije. In z BarVoxom bo bolj naravno. Torej, naj vprašam, kaj je največji uspeh tukaj? Kaj upata doseči v prihodnosti in na kaj sta najbolj ponosna? Pravzaprav bomo to imeli za uspeh in bomo ponosni, če nam uspe pomagati milijonom ljudi, okoli 350 milijonom ljudi, ki imajo motnje iz spektra, ALS ali afazijo in imajo težave z govorom. Da sodelujejo v življenju skupaj z nami, da so del družbe, lahko so neodvisni, imajo lahko družine, lahko delajo, lahko imajo kariere. In edina stvar, ki jih pri tem dejansko ovira,
je komunikacijska ovira in Barvox to oviro odpravlja. En za te, Orly? Zame, ja, to je le še ena komunikacijska aplikacija, ki lahko zelo dobro deluje za študente, ki jim je zelo težko uporabljati druge komunikacijske naprave. Videla sem veliko polomljenih iPadov, ki so jih vrgli čez sobo, ker je lahko tako frustrirajoče in težko za ljudi, da najdejo besede, ki jih želijo sporočiti. In na ta način temu ne bo tako. Noben iPhone več ne bo polomljen, torej to je dobra stvar. No, to je tudi neverjetna zgodba z vašim sinom Barom. Seveda mu želimo vse najboljše. Dor Levi, ustanovitelj in direktor Barvoxa, in Orly Ziv, logopedinja. Najlepša hvala, da sta bila danes z mano. Hvala. Da ste naj povabili. Hvala, da ste naj povabili.